včerajšnjo uskladitev koalicije okoli rebalansa proračuna za leto 2014. Skrbi nas, da smo včeraj dobili predvsem dve sporočili. Prvič, ugotovitev premierke, da je dobila v roke nerealen proračun, in drugič, njena izjava, da ne bo novih ukrepov. Kar se tiče nerealnega proračuna, lahko mirno rečemo, da smo tudi lansko leto dobili v roke zelo nerealen proračun za leto 2012, ko smo 10. februarja prevzeli vlado. To je bil proračun, ki ga pripravljala in za njega bila odgovorna gospa Bratušek kot direktorica direktorata za proračun in je bil kar za 1 milijardo, se pravi 10 milijard je bil na odhodkovni strani težak, realnost je bila okoli 9 milijard. Mi se nismo obračali nazaj, ampak v 3 mesecih, od 10. februarja do 10. maja, pripravili najprej zakon o uravnoteženju javnih financ, se pravi, da smo pričeli ukrepati. Na osnovi teh ukrepov je bilo že v lanskem letu realiziranih 370 milijonov prihrankov in v letošnjem letu bo tudi za približno 200 milijonov prihrankov na tej osnovi, ker so nekateri ukrepi popolnoma delujejo celo leto v letošnjem letu. Kar se tiče letošnjega leta in politike finančno-gospodarske, ki je vodi gospod Bratuškova, nas pa skrbi to, da je dejala, da ne bo ukrepala. Tudi v teh 3 mesecih sedaj, ko vodi Vlada Republike Slovenije, smo se v to prepričali, da je najprej naredila to, da je bil sklenjen dogovor vlade s sindikati, v katerih so se za to neukrepanje dogovorili in od tu naprej tudi dorekli, da ne bodo ukrepali tudi naslednje leto ne. In na tej osnovi potem tudi v ZIPROT-u naredili določene spremembe, s katerimi je omogočeno prerazporejanje približno 100 milijonov evrov na področje mase plač in na drugi strani že uvedli povišan davek na dodano vrednost. Glede na to se je očitno realnost, da bomo imeli v prihodnje v Sloveniji samo še nove davke, da bo zaradi tega neukrepanja na odhodkovni strani uresničena tudi ta grožnja z enormnim povečanjem davkov na nepremičnine iz 190 na 470 milijonov, zdaj ta napoved. In glede na to, da bo potrebno ta bistveno povečan primanjkljaj, ki sedaj seže nazaj na 1,5 milijarde, znižati za 500 milijonov v naslednjem letu, je tudi grožnja novega davka na prejemke, se pravi kriznega davka, ki je bil že letos tudi napovedan. Slovenski ljudski stranki ostro nasprotujemo takšni ekonomsko-gospodarski politiki te vlade, kajti prepričani smo, da bo za takšno politiko popolnoma zgrešena tako potrošnja na eni strani, predvsem pa tudi, da bodo obremenitve za podjetja, za delavce, za kmete, obrtnike še samo v prihodnje večje in da se bodo te napake, ki so jih naredili na primer v Grčiji, pri nas samo ponovili. Zato pozivamo gospod premierko Alenko Bratušek, da pred jutrišnjim sprejetjem tega rebalansa na vladi še enkrat temeljito razmisli in za božjo voljo začne z ukrepi, s katerimi ne bo samo dušila gospodarstvo, ampak na konsistentni način uravnotežila in proračun Republike Slovenije. To je to, kar želim sporočiti.